V sevniškem zdravstvenem domu denimo so že jeseni 2021 odprli center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. V večji in razviti novomeški regiji ga nimajo. Novo mesto ima potrebne psihiatrične ambulante, ima pedopsihiatra in ostale ambulante psihiatrične dejavnosti za obravnavo te tematike. Sam center pa pač nismo mogli vzpostaviti, ker nismo imeli nosilca dodatnega tega programa, to pa je, kot sem omenila, specialist psihiater in pa klinični psiholog, ki ga pač dobimo v sistem v letošnjem letu. V katerem naj bi zadostili pogojem za odprtje centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Na tem področju je namreč izredna potreba, dodaja. Trenutno bi lahko v obstoječih prostorih ta center začeli, seveda pa potrebujemo dodatne prostore, kot sem omenila, je to bogat standard in seveda vsi ti nosilci oziroma sodelavci potrebujejo svoje prostore za obravnavo teh otrok. Tako snujejo nov prizidek zavodu, dodaja. Lani so začeli urejati dokumentacijo, a je to dolgotrajni postopek. Upajo, da bo center v prizidku zaživel v 2 letih. Dejavnost pa bodo začeli v zdajšnjih prostorih. En del kadra imamo, nosilca programa imamo, to je naša kolegica klinična psihologinja, specialistka klinične psihologije, ki pa s tem centrom lahko začne in bo tudi začela. Epidemija COVID-19 je vplivala na duševno zdravje tako otrok kot odraslih. Zato so čakalne dobe v Sloveniji izjemno dolge. Mnogi se poslužujejo samoplačniških terapij. Zato je ustanovitev teh centrov v Novem mestu nuja. Interdisciplinarni timi strokovnjakov naj bi zagotavljali dostopnost do storitev vsem prebivalcem na območju delovanja centra, je pred časom pojasnila Doroteja Kuhar z Novomeškega nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prednost ali pa glavna lastnost teh centrov je skupnostni pristop, torej pristop strokovnjakov različnih strok k posamezniku, ki ima težave v lokalni skupnosti. To mislim, da je zelo pomembno naglasiti. Prav tako naj bi se centri povezovali z vsemi službami in deležniki v lokalnem okolju, da bi izboljšali dostopnost do pravočasne in ustrezne podpore. Sprememba na tem področju pa je, da gre recimo multidisciplinarni tim, ki ga res vodi psihiater oziroma pedopsihiater, konkretno na dom k posamezniku, ki potrebuje pomoč. Na tak način lahko posamezniku bistveno boljše pomaga. Pomoč doma ali v zavodu. Bistveno je, da posameznik v stiski do nje pride čim prej.